Nekaj dni po premieri predstave Vidovec Tomažič Tovarištvo me je prijateljica vprašala, zakaj tak naslov, zakaj ravno tovarištvo. Namreč beseda tovarištvo je sčasoma pridobila neke dodatne pomenske odtenke, neke nove prizvoke, ampak v svojem bistvu je beseda tovarištvo sinonim za prijateljstvo. In tako kot se dogaja besedam, tako se dogaja tudi zgodovinskim dejstvom. Čas mine, ljudje si poskušamo dogodke iz preteklosti retrospektivno razložiti, jih interpretirati, marsikatera dezinformacija se prikrade. In zato sem želela svojo raziskavo prvega in drugega tržaškega procesa začeti ravno tu, pri vseh informacijah, ki sem jih imela na voljo v zvezi s tistim časom. Prebirala sem dokumente, najrazličnejša pričevanja, pisma in ob tem vodila svoj dnevnik. Vanj sem beležila svoje misli, svoja občutja, vprašanja, ki so se mi porajala. In ko se je tega materiala nekaj nabralo in sem ga prebrala, se mi je zazdelo, da lahko ves ta material, vsa ta vprašanja strnem v eno temeljno vprašanje. In to je, kaj je tisto, kar prepriča mladega človeka, da bo dal svoje dragoceno življenje za nekaj tako neoprijemljivega, kot je slovenstvo. Seveda sem želela na dogodke iz prvega in drugega tržaškega procesa pogledati skozi prizmo osebne zgodbe, skozi prizmo človeka. In zato sem si izbrala zgodbo dveh junakov, Ferdinanda Vidovca in Pina Tomažiča, ki sta se poznala, sta prijateljevala in se medsebojno oplajala, kljub temu, da vemo, da sta bila najverjetneje različnih političnih, verskih, filozofskih prepričanj. Nastala je zgodba o zelo težkem času, o času, ko mladina ni mogla spregovoriti slovensko na ulicah in se je zato zatekala v gozdove in tam pela slovenske pesmi. Nastala je pa tudi zgodba o sposobnosti dialoga, empatije, zgodba o nujnem uporu in zgodba seveda o tovarištvu oziroma prijateljstvu.